Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj Bayesov obrazec in kako ga uporabljamo v neki vaji. Prej poglejte si video, kjer razlagam pogojno verjetnost, zato da razumete. Torej, imamo en poskus v dveh fazah. Torej, v prvi fazi ali se zgodi dogodek E1 ali pa dogodek E2 ali pa pikice, pikice, dogodek En. In potem nas zanima, če se zgodi en dogodek K ali pa se ne zgodi. Zato sem dal negacijo da. Ali se zgodi ali se ne zgodi. To v vsakem od teh primerov. Torej, dogodki E1, E2, En so med sabo nezdružljivi. Ali se zgodi eden, ali se zgodi drugi, ali se zgodi še tisti. In tudi vsota vseh teh verjetnosti je ena, gotov dogodek. Torej, ni drugih možnosti, se zgodi samo ena od teh možnosti. Sedaj, mi se vprašamo, kolikšna je verjetnost od dogodka A, nasplošno. Torej, tukaj to verjetnost pomnožimo s to verjetnostjo, ko gremo tukaj po tej veji. In isto naredimo v ostalih vejah. Vse te verjetnosti seštevamo. Zakaj? Ker so vse te veje so nezdružljive. Ali se zgodi, ali smo tukaj, ali smo tukaj, ali smo tukaj. In torej so nezdružljive in lahko enostavno seštevamo te verjetnosti. In to lahko napišemo tudi z simbolom za vsoto. Vsota za indeks I, ki gre od 1 do N, od verjetnost od EI krat verjetnost od A pod pogojem EI. Predno gremo naprej, poglejmo to v enem primeru. Torej, mi imamo nekatere izdelke, ki jih delajo v dveh različnih tovarnah. Torej, prva tovarna proizvaja 20% teh izdelkov, druga tovarna proizvaja 80% teh izdelkov. In to lahko vidimo pod vidikom verjetnosti. V smislu, če mi imamo en izdelek, imamo 20% možnosti, da je iz prve tovarne in 80% možnosti, da je iz druge tovarne. To nasplošno gledano. In sedaj, prva tovarna ima 10% možnosti, da izdelek je pokvarjen. To pomeni dogodek K. In jasno, 90% negacijo da izdelek ni pokvarjen. Druga tovarna pa ima 5% verjetnosti, da izdelek je pokvarjen. In jasno, 95% da ni pokvarjen. Sedaj, se vprašamo, kolikšna je popolna verjetnost od A. V smislu, kolikšna je verjetnost, da izdelek je pokvarjen nasplošno, ne glede na katerokoli tovarno. Torej, jasno, gremo po teh vejah, tako kot smo šli prej, 20% krat 10% plus 80% krat 5%. Vse to sem dal na stotine, 20 stotin krat 10 stotin plus 80 stotin krat 5 stotin. In tukaj potem sem vse krajšal in dobim 1/50 plus 2/50 je 3/50. Če pomnožim števec imenovalec 2, imam 6 stotin, torej 6%. Poglejmo sedaj intuitivno stvar. 6%, ta druga tovarna ima 5% možnosti, da izdelek je pokvarjen. Je samo malo več. Ta prva tovarna pa ima 10% možnosti. Zakaj je tako blizu temu? Ja, jasno, ker ta druga tovarna proizvaja 80% teh izdelkov, veliko večino. Tudi zato je precej razumljivo to. In sedaj mi se vprašamo nekaj drugega. Če mi imamo, torej pod pogojem, da mi dobimo v roke en izdelek, ki je pokvarjen, torej pod pogojem, da se zgodi A, da izdelek je pokvarjen, kolikšna je verjetnost, da ta izdelek pride iz tovarne 1, ali pa se vprašamo, kolikšna je verjetnost, da izdelek pride iz tovarne 2, če je pod pogojem, da je pokvarjen. In prav to nam pove Bayesov obrazec. In zdaj pogledajmo še to. Torej, tukaj, če mi poznamo, kako se računa z pogojno verjetnostjo, torej verjetnost od EI presek A je verjetnost od EI krat verjetnost od A pod pogojem EI. To, ali pa če obrnemo vlogo teh dveh množic, lahko napišemo verjetnost od A krat verjetnost od EI pogoj A. Sedaj, na to pozabimo, gledamo samo to in obrnemo to formulo, zato da dobimo tisto, kar smo iskali. Mi smo iskali to, verjetnost, da pride iz ene tovarne, v tem primeru, da pride iz ene tovarne, če vemo, da je pokvarjen. Torej, verjetnost od EI pogoj A.
to dobimo ven, s tem obrnemo to formulo in dobimo to. Ta je PA, verjetnost od A, popolna verjetnost dogodka A. Tukaj smo jo izračunali. Torej, si jo lahko izračunamo posebej, kot smo tukaj naredili, ali pa damo notri formulo za P od A še. Torej, damo to vsoto. Vsota za I, ki gre od 1 do N, P EI krat P od A pogoj EI. Sedaj to zračunamo. Verjetnost od E1 pogoj A, rabimo formulo, verjetnost od E1, ki je 20 stotin, krat verjetnost od A pogoj E1, ki je 10 stotin, ulomljeno ta verjetnost od A, ki smo jo že zračunali, ki je bila 3/50. Sedaj tukaj, če opazimo, to je prav ta člen tukaj. Smo že krajšali in smo dobili prav 1/50, ulomljeno 3/50, krajšamo 50, 1/3, drugi. Torej, verjetnost od E2, ki je 80 stotin, krat verjetnost od A pogoj E2, ki je 5 stotin, to, če opazimo, je drugi člen tukaj. Ja, in torej smo že prej krajšali, smo dobili 2/50, torej 2/50, krajšamo 50, tukaj imamo 2/3. Še to opazimo, da, ja, ta je, torej, Bayesov obrazec, ne? Če nisem rekel. Torej, če mi dobimo v roke en pokvarjen izdelek, imamo 2/3 možnosti, da je prišel iz tovarne 2 in 1/3 možnosti, da prije iz tovarne 1. In eden bi rekel, kako, samo 2/3 možnosti je prije iz tovarne 2, čeprav tovarna 2 proizvaja celo 80% teh izdelkov. Ja, ampak tovarna 2 ima samo 5% pokvarjenih, tovarna 1 ima 10% pokvarjenih. Torej, vse to se zdi smiselno z intuitivnega vidika. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.